Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila okoli 4:30 zjutraj, je še vedno zaprta polovica Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, in sicer med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever. Nastali so tudi večkilometrski zastoji, voznike pa so iz avtoceste preusmirjali že v Hočah in na izvozu Rače-Fram. Nesrečo sta zakrivila dva tovornjaka, pri čemer se je eno tovorno vozilo prevrnilo. Po cesti naj bi bil razsut tudi tovor, ki sta ga prevažala. V stečajno maso cerkvenega holdinga Zvona 1, ki je po finančnem polomu upnikom dolžan več kot 600 milijonov evrov, naj bi vendarle pritekal 2,5 milijona evrov. Stečajna upraviteljica Zvona 1 se je izvensodno poravnala z ljubljanskima podjetnikoma. Zvon 1 je namreč leta 2009 jamčil za 2-milijonsko posojilo, s katerim sta podjetnika kupila renesančni grad na Slovaškem. V zameno, da Zvon 1 umika zastavne pravice iz omenjene graščine, pa naj bi bil v roku 120 dni, Zvonu plačali 1,55 milijona evrov. S tem denarjem, če bo seveda plačilo izvedeno, naj bi poplačali navadne upnike. Poslanci in poslanke so se skorajda rekordno hitro prebili do razprave o predlogu za spremembo ustave, s katerim bi ukinili državni svet. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave je v postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Virantom, saj naj bi bila ta institucija nepotrebna. Med argumenti za njeno ukinitev pa je navedel poenostavitev zakonodajnega postopka in političnega sistema, pa tudi prihranek javnih sredstev. Za spremembo ustave je potrebna podpora 2/3 poslancev, ker te koalicijske stranke, ki predlog podpirajo, nimajo, bo postopek ustavljen. Poslanci in poslanke so razpravljali tudi o predlogu za spremembo ustave, s katerim bi ukinili državni svet. Predlog za začetek postopka za spremembo ustave je v proceduro vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Virantom, saj naj bi bila ta institucija nepotrebna in bi njena ukinitev prinesla poenostavitev zakonodajnega postopka. Ker pa predlog ne uživa zadostne podpore, za potrditev spremembe je potrebna 2/3 večina poslancev, podporo naj bi mu po napovedih odrekle opozicijske stranke in SLS, institucija kot taka najverjetneje ostaja. Danes bo znana odločitev sodišča, ali novinar Vladimir Vodušek in velenjski podjetnik Stanislav Gabrc ostajata v enomesečnem priporu. Vodušek in Gabrc, za katera je celjski preiskovalni sodnik v soboto odredil enomesečni pripor zaradi ponovitve nevarnosti izseljevanja, naj bi izseljevala ne le zreški Unior, ki ga vodi Gorazd Korošec, ampak naj bi se spravila tudi na podjetje Ritko Šmarja pri Jelšah, katerega direktor je Vinko Stiplovšek. Zagrožena kazen za izseljevanje je od 1 do 8 let zapora. Na Ptuju se bo drevi začel 10. festival sodobne umetnosti Arts Days, ki bo trajal do septembra. Ptuj bo v tem času dobil novo veliko razstavišče in bo pomemben kraj kulturnega turizma, tudi zato, ker bo mogoče videti enkratne razstave znanih avtorjev. Festival Arts Days bo gostil okoli 260 umetnikov in 50 dogodkov na vsaj 10 prizoriščih, na katerih bo mogoče videti dela umetnikov iz vsega sveta, vseh celin, tudi Antarktike. S festivalom bo na Ptuju, upajmo, da ne zgolj prehodno, v Krempljevi ulici zaživela tudi nova galerija Paviljon Evropa. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, več oblačnosti bo na severu, kjer bodo čez dan že nastale posamezne nevihte. V soboto bo v severni polovici Slovenije pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Na jugu bo sprva še nekaj sonca. Popoldne in zvečer se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Nesreča za več ur ohromila promet. Spodbude delodajalcem za zaposlovanje mladih. Drevi nogometni derbi Maribora in sarajevskega železničarja. Bodite z nami ob 18.